Verjamete v moč številk, da lahko števila vplivajo in zaznamujejo naše življenje? Številke so simbolni izraz energij, vibracij, tako pravi numerologija in tako podobno pravi tudi gostja, numerologinja Lili Sorum je z nami in bo svetovala in odgovarjala tudi na vaše vprašanja. Če nas pokličete, poveste svoj rojstni datum, mogoče seštevek številk, bo Lili gotovo znala kaj povedati o vas, o vaši poti. Sploh, če imate vmes kakšno 11-tico, ko smo ravno 11. marca, ali pa 13-tico, ki prihaja. Vse to je dobrodošlo, tudi prvi samoglasnik nam da nekaj pove o vas. Skratka, pokličite. 01475 20 20 20 21. Lili Sorum, pa dobro jutro. Dobro jutro. Danes je 11. marec in zjutraj sem gledalcem že zaupala, da pravite, da je 11 mojstrsko število. Duhovno število, intuicija, modrost. Kaj to v praksi za nas pomeni? Predvsem bi tako rekla, vsi smo mojstri sebe. Najbolj preprosto povedano, vi ste unikat in vsak izmed nas je unikat. Zdaj, vsakega 11. v mesecu je fajn, da poslušamo svojo intuicijo, svojo modrost, notranji glas. Veliko krat dvomimo, ne dvomim v to, ampak dejansko smo mi tisti, ki smo gospodari svojega življenja. Dejansko pa 11, kar je tudi rojstni datum, ko ste prej omenili, ali datum, ali seštevek imena, pa simbolizira neko duhovno sporočilo, neko modrost. Je mojstrsko število, enako kot je 22, 33, 44, 55. Tam, kjer se ponavljata dve števili. Kaj pa se zgodi ob 11 in 11 minut? Ta ura vedno buri duhove, pa me zanima kot numerologinja, če je kaj na tem. Z numerološkega stališča je to trenutek preboja. Enka simbolizira napredek in gre vedno naprej v pozitivni smeri. Napredek je vedno pozitiven. Se pravi, 4 enke bi vrco urit. Bomo tako po domače rekli, si bo lahko simbolizirala. Drugače pa vem, da pred leti je bilo tako, da se je zelo spodbujalo, da ob 11.11, točno ob tej uri, da se 1 minuto pošilja zdravljenje zemlji in tisti, ali ljubezen, ali svetloba, karkoli nam je bliže, tistim, ki pač to potrebujejo. Kaj pa, če na uri zagledamo, se nam ponavljajo vedno znova iste številke? To tudi kaj prinaša, pomeni za nas? Vsako število ima svoj pomen. Vsako število nosi dobre in bomo rekli, ne slabe strani, ampak izzive. Se pravi, vsako število, če se ponavlja, če ga večkrat vidimo, ne glede na to, ni nujno, da je, ne vem, 22, 22, lahko je tudi 23, 23. Če se ponavlja, nosi neko sporočilo in treba je vedno gledati seštevek in pa potem vsako število posebej razlago. Prihaja petek 13. Nekateri se ga bojimo. Numerologija, kaj pravi? Kaj točno je ta 13-tica? Da se nič ne rabite bati. Dobro, to je v redu. 13 kot 13 sicer je karmični dolg, se pravi simbolizira, klasična razlaga karmičnega dolga je, da se učimo nečesa opraviti bolje, kot smo to naredili v prejšnjem življenju, kar je v bistvu logično. Sej, če se nečesa učimo, sem pa kaj tudi kaj narobe naredimo. In je najbolj pomembno to, da v bistvu nimamo tega občutka krivde, čeprav 13-4 predaja ta občutek krivde, imamo občutek, da smo nesposobni, da smo smotani, da tako rečeva. Se pravi, iti čez to, karmična števila, tako kot zanimivost povem, je 13, 14, 16 in 19, ni samo 13. Petek 13 kot tak je pa samo pač dan kot dan. Gledalka ali gledalec je na drugi strani. Dobro jutro komu? Dobro jutro, Marija pri telefonu. Marija, kaj vas zanima? Mene zanima, jaz bi dala samo rojstni podatek, potem bi pa poslušala, kaj bo dobrega zame. Ja, kaj potrebujeva, Lili? Samo datum rojstva brez letnice, tudi letnico? Zdaj, če... Halo? Ja, to sprašujem gostjo, kar povejte, Lili, najprej. Se pravi, lahko celotno letnico seštejemo do ene številke, to je osebno število, oziroma če gostjo zanima na splošno letošnje leto, pa samo dan in mesec. Dobro, lahko dan in mesec, pa boste izvedeli nasploh letošnje leto. Če nam pa poveste letnico, torej pravi numerologinja lahko pove nekaj tudi o vas. Izvolite. Dobro, 8.4. 54. Najlepša hvala. Enako. Vi ste taka samostojna, ampak vseeno oseba, ki rabite zelo veliko, bova rekli temu, zihrašte. Se pravi, ko stvari imate v rokah, ko veste, kako se bo nekaj odvilo naprej, boste naredila korak naprej, ker je zelo dobrodošlo v stvarih, kadar rabimo neke temelje. Sej, jaz bom tako rekla, knjigovodstvo, če bi nam ga vodil kar nekdo, bi bilo zelo slabo. Tako da ta dar uporabiti takrat, kadar je treba pa res imeti zid sleder in pomagati tistim mogoče, ki ga nimajo. Marsikdo izmed nas je tudi tak, da je težko v primeru. Se pravi, to je neka, bova rekla, močna stran njena, ki jo lahko
klicateljica uporabi kadarkoli v življenju. Je pa izziv tega počasi spustiti stvari. Včasih je zelo pomembno, da stvari držimo, da jih razumemo, ne? Da točno vemo, kaj se bo zgodilo. Včasih zadihati pa spustiti, da energija naredi svoje. To je bil nasvet za Marijo. Je še kdo z nami? Dober dan, Suzana tukaj. Suzana, povejte. 23.9.1974. Dobro, 23.9. Imamo pa 7. Jaz bi najprej tako rekla, sedmica simbolizira perfekcionizem, se pravi, gospa zelo veliko zahteva od sebe. Pomembno je definitivno bistvo, ne platnice, se pravi, ne bo zdaj to, da ima neki mašenco pa bleščica, ne bo tako zelo impresionirala, kakor pač neko resnično bistvo globina. Zelo spoštuje resnico. In tistim, ki zaupa, jim res zaupa. Je pa tako, če jo nekdo resnično izda njeno zaupanje, ne, potem ga ne dobi več nazaj. Zdaj, tukaj izziv je ne preveč zahtevati od sebe. Jaz bom tako rekla, no, to so ljudje, ki zelo veliko poudarka dajo na podrobnosti, ki jih mogoče mi niti ne opazimo, ne. Ker je super, ker kakšne stvari je res treba biti podroben. Zdaj, če imamo tu primer kirurga, ne, pa se njemu zdi, to bomo od prilike, ne bo v redu. Ampak včasih je pa podobno, kot smo prej rekli, ne toliko držati v rokah, ampak tudi ne pa od sebe zahteva, da takoj vse zna. Leto 2015 pa pravite, Lili, je leto številke 8. Kaj to pomeni? V smislu, če si jo predstavljava, je so tako dva kroga, se pravi, simbolizira predvsem rek, ki ga poznamo tako zgoraj, tako spodaj. Se pravi, zgoraj duhovno, kamor pašejo tudi iluzije, kamor pašejo tudi sanje, kamor paše tudi verska skrajnost. Se pravi, stvari bojo šle zelo v ekstrem v letošnjem letu in spodaj materialno, kamor paše tudi ego, kamor paše pohlep in tako naprej, ko govorimo o ekstremih. Se pravi, letošnje leto bo šlo zelo tako levo in desno, namen tega pa je, da se potem v smislu, če si predstavljava, položi. Da je pač tako, da je v ravnovesju. Se pravi, iščemo srednjo pot, iščemo tisto stičišče, v smislu ima samo eno točko stičišča. Zdaj, če tako prevedemo na nas, zgoraj duhovno, spodaj materialno, v srčku je treba delati in čutiti stvari, njih delati iz srca. Ker dejansko zelo težko narobe delamo, če ne delamo iz srca. Ker je tisto občutek sočutja, občutek ljubezni, občutek neke topline, ki nas vodi. Vi ste nekaj osmic prinesli s seboj in pravite, da jih moramo dati v denarnico? Da nam prinesejo obilje? Ko bom rekla, številom so včasih posvečali molitve, pesmi, ode in tako naprej. Recimo danes to poznamo kot čaščenje božanstev. V zgodovini se to sicer toliko ne uporablja niti ne omenja, ampak dejansko energija števila nas lahko okrepi za tisto, kar pač si mi želimo. Enkrat recimo, kot smo prej rekli, je preboj, kadar rabimo pogum, kadar rabimo korajžo. 8 pa glede na to, da je letošnje leto, če ga seštejemo 8, ja, ker simbolizira odločnost, manifestacijo in obilje, se mi zdi, da najbolj primerno, sploh glede na današnje čase, da jo damo kar res v denarnico. Gledalci, pridite na našo Facebook stran in tam vam Lili poklanja tako osmico. Za v denarnico, za vse to, kar je povedala, skratka, vtipkajte v Facebook iskalno geslo Oddaja Dobro jutro, poiščite nas, torej Oddaja Televizije Slovenija, boste videli, imamo svojo stran, nekateri vem, da ste že vešči Facebooka in da nas večkrat obiščete, danes torej osmice na naši strani za vas. Zanima me, če je še kdo na drugi strani, ki ga zanima, kaj in kako mu kažejo števila. Trenutno nimamo telefona, mogoče kdo ravno kaj izvedel. Prej ste že povedali, da naj bomo pozorni na števila, če se nam ponavljajo in tako naprej, tudi na uri. Omenili ste mi, da prvi samoglasnik pove nekaj o nas. Zdaj to ni število, pa vendarle, zakaj? Pa je število. Vsaka črka ima svojo vrednost. Se pravi, vsak samoglasnik dejansko ima svojo vrednost. A recimo je 1. Ker je najbolj pogost ponovati v imenu, mogoče lahko povejo par besed za vse tiste, ki nas poslušajo zdajle. A kot enka simbolizira nekoga, ki zelo individualno sprejema življenje. Se pravi, zelo spoštuje unikatnost, spoštuje ljudi, ki so sami svoji in sebi unikatni. Zato tudi išče, se pravi, službo, odnose, situacije, kjer je lahko ta sama oseba taka, kot je in sprejema druge take, kot so. Zdaj, če pa v celotnem imenu in priimku, če je ta enka zelo močna, potem se pa lahko pojavi potreba po temu, da je pa zdaj po moje. Jaz vem, Sama kot taka enka pa dejansko spoštuje, bova rekli, unikatnost in posebnost in individualnost druge osebe. Dobro, na hitro, če nekdo z nami naj pove podatke. Ja, dobro jutro. Izvolite.
11.7.1948. Najlepša Torej, hvala. imam 11. Ja, najlepša hvala. Prosim za kratek Se komentar. pravi, ker je 11. v rojstnem datumu, pomeni, da je res poslušati svojo intuicijo. Glede na to, da je vmes tudi 4, če sem prav ujela, je počasih tisti strah pa dvom, ki nam, tako bomo rekli, malo polena pod noge meče sami sebi. Se pravi, poslušati svoj notranji glas, pa 11 je tudi število ekstremov. Se pravi, enka kot zelo močna energija, ko vemo, da imamo prav, in potem 2, ko želimo pomagati drugim in želimo biti v ozadju. In to se potem balansira tekom življenja. Se pravi, bodo obdobja, ko bo gospa zelo močna, zelo aktivna, in potem bodo obdobja, ko bodo zelo pri miru. Naj ne bo sama na sebe jezna takrat, ko je pri miru, ker ponovno smo potem sami sebi odveč. Najlepša hvala, Lili Sorum, za vse nasvete. Hvala lepa tudi vam.